Račun pa račun je zelo podobno. Lep pozdrav. Najprej bom prosil Računsko sodišče, da nam prihodnjič zagotovi kakšno večjo dvorano, da se ne bomo tako drenjali. Ampak danes ste nas malo presenetili. Ampak lepo, da ste prišli, lepo vas pozdravljam in predvsem smo vsi tukaj zelo počaščeni s tem, da je za delo fiskalnega sveta takšno zanimanje. Dosti večje, kot je bilo ob njegovi ustanovitvi pred 2 letoma, ko je marsikdo govoril o papirnatem tigru. Fiskalni svet je ocenil skladnost usmeritev fiskalne politike s fiskalnimi pravili v 2 dokumentih, in sicer programu stabilnosti 2019 in pa v predlogu okvira za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2020 do 2022. Roki so takšni, vlada mora te predloge teh dokumentov poslati fiskalnemu svetu najmanj 20 dni pred rokom za posredovanje programa stabilnosti Evropski komisiji. In fiskalni svet je prejel te dokumente 10. aprila. Zakonski rok za oceno je 7 dni, torej včeraj, dne 17. aprila, smo našo oceno poslali vladi in državnemu zboru. Danes to oceno tudi objavljamo z vašo pomočjo, pa tudi po koncu tiskovne konference bo že objavljena na spletni strani skupaj z izjavo za javnost in udeleženci pa po naši standardni adremi dobijo tudi link. Ampak, če naše podporne službe funkcionirajo, bi na spletni strani ocena že morala biti. Okvir za pripravo proračunov sektorja država določi ciljni saldo sektorja država in največji obseg izdatkov sektorja država. Okvir sprejme državni zbor na predlog vlade vsako leto za najmanj 3 prihodnja leta. In v okviru se tudi za posamezna leta določi ciljni saldo in najvišji obseg izdatkov tudi za državni proračun, občinske proračune, pokojninsko in pa zdravstveno blagajno. Program stabilnosti pa vsebuje opis politike in ukrepov za doseganje ciljnih saldov, ki jih določi okvir, in pa določa tudi srednjeročni fiskalni cilj. Zdaj bi prosil tisto stran z tabelo. V tej tabeli je, tako bi rekel, jedro naše ocene. S tem, da seveda, če 40 strani združim v samo eno tabelo, verjetno veste, da takšna tabela ne more povedati vsega in da so za vsako kljukico in pa številko tudi različne razlage, pa tudi mogoče kdaj pa kdaj kakšen pomislek. Kar se tiče leta 2019, o tem je bilo in je še ogromno govora. Tu lahko ugotovim, da je okvir proračunov, ki vsebuje leto 2019 in ki je bil sprejet v decembru, v tem okviru je predvidena poraba presegala dovoljeno po fiskalnem pravilu. O tem je bilo v zadnjih mesecih mnogo govora in je to postala vroča tema. Tako da očitno se je papirnati tiger, ki sem ga omenil na začetku, vžgal in je zdaj bolj vroče. Ampak, kot vidite v tej tabeli, je v dokumentu, ki daje okvir za leto 2019, s ustrezno fiskalnim pravilom samo zmanjševanje bruto dolga sektorja država.
medtem ko srednjeročni fiskalni cilj, izdatkovno pravilo in domače fiskalno pravilo niso v zadostni meri skladni z tistim, kar je, torej vladni dokumenti niso zadosti skladni v teh treh elementih s fiskalnimi pravili. Za obdobje 2020 do 2022 je formalno vzeto oziroma na papirju projekcija drugačna oziroma ocena drugačna. Projekcije v predloženih dokumentih so skladne s fiskalnimi pravili, ampak zopet lahko rečem bolj ali manj v nekem z neko stopno tolerance. Zato tudi pravim, da so zastavljene blizu mejnih dovoljenih vrednosti in izpostavljene precejšnjim tveganjem. Oziroma z drugimi besedami, to, kar je napisano v projekcijah, bo zelo težko uresničiti. Tako da tukaj ta dokument ponazarja hojo po robu, oziroma jaz dobim najboljšo asociacijo z goslačem na strehi, veste, ki igra pa lovi ravnovesje, ampak mnogokrat v mnogih situacijah lahko stvari v realnosti zdrsnejo in tako bo iz marsikatere zelene kljukice nastal rdeč križ na tej tabeli. Naj izpostavim, kaj so ključna tveganja. Saj, v glavnem, katera so tveganja, že tisti, ki se ukvarjate z fiskalno problematiko, veste in o njih je dosti govora. Na prvo mesto postavimo makroekonomska tveganja in posledično možno nižjo rast prihodkov od predvidenih. Mi ne vemo, kaj se bo v svetu dogajalo, kaj se bo dogajalo z globalno konjunkturo in zaradi tega tudi se moramo zavedati, da so ta tveganja prisotna in da lahko fiskalno konstrukcijo porušijo. Potem pa so tudi, torej predvsem makroekonomska tveganja so na strani fiskalnih prihodkov. Zaradi pojemanja svetovne konjunkture ali pa celo recesije so lahko pričakovani fiskalni prihodki manjši od napovedanih. No, na drugi strani so pa tveganje povezana z že napovedanimi ali nedorečenimi ukrepi, ki jih vlada pripravlja. Namreč v programu stabilnosti in v nacionalnem programu reform so ukrepi sicer navedeni, ampak precej nedorečeni. Ni takšnih izračunov, iz katerih bi lahko zanesljivo sklepali, kakšen bo njihov fiskalni vpliv. Mislim predvsem za ukrepe na področju davkov, torej ena malenkost ali en amandma lahko prevesi morebitna pričakovanja pozitivnega salda v negativen. Lahko se tudi zgodi, da so nekatere kalkulacije so tudi izpostavljene tveganjem. Tako recimo računsko se sicer lahko izide znižanje dohodninskih stopenj pa povečanje stopenj na dohodki iz kapitala, ampak ne vemo pa, kaj se bo zgodilo z elastičnostmi. Ali bo v resnici zmanjšani prihodki iz enega naslova dovolj povečali prihodki iz drugega naslova, ali bodo pa elastičnosti napravile svoje. Ampak takšnih računov, ocen v vladnih dokumentih še ni. Poleg tega imamo tu vprašanja urejanja trga dela, imamo vprašanje pokojnin, pokojninskega sistema, ali bodo uspeli ukrepi, ki bodo uravnovesili povečane izdatke tudi z povečanimi dohodki, hkrati pa ustrezno naslovili problem staranja prebivalstva, je še vprašanje, ker teh izračunov nimamo. Imamo samo vladne namene,
ki pa jih lahko že en amandma pred končnim sprejemom pokvari. Tako, potem, seveda, da ne govorim o glavnem sistemu, o povečanju, o potrebi po izboljšanju delovanja zdravstvenega sistema. Tukaj seveda Fiskalni svet ni pristojen, da bi ocenjeval delovanje zdravstvenega sistema, ampak mnogi med vami so o tem pisali, zato dodaten komentar ni potreben. Prav tako je lahko problem v dodatnih pritiskih interesnih skupin. Vlada je šibka, interesne skupine so pa močne in to lahko pokvari pričakovane fiskalne projekcije. Posebej, če upoštevamo dejstvo, da je sistem plač v javnem sektorju praktično razpadel, da so najmočnejše interesne skupine si izborile svoje privilegije in da bo seveda potreben nov celovit sistem ali pa dovoliti enim in drugim odstopanje iz plačnega sistema, s tem, da seveda, kar se tiče javnih izdatkov oziroma proračunskih izdatkov, ti ne smejo biti večji. Tako da tveganja so in zato mi v našem materialu tudi svetujemo vladi dosledno spoštovanje načela previdnosti, ki ga tudi zahteva 4. člen Zakona o fiskalnem pravilu. Pričakovanja, na katerih temeljijo dokumenti, pa so pričakovanja o nadaljevanju ugodnih gospodarskih razmer. Če bomo imeli letos stopnjo gospodarske rasti še preko 3%, pa če bomo v prihodnjih letih ne bomo bistveno padli v rasti pod 3%, potem so to ugodne razmere za sprejem potrebnih strukturnih ukrepov za zagotovitev dolgoročne vzdržnosti javnih financ. Kajti glavni problemi, če odmislimo seveda te kratkoročne, ki sem jih zdaj naštel in ki so akutni, dolgoročni problemi so pravzaprav tisti povezani z staranjem prebivalstva in ustrezno naslovljenimi problemi, ki jih imajo nekatere druge države že urejene, Slovenija pa še ne. Tako, to bi bil moj uvod. Zdaj bi predal besedo še drugim članom Fiskalnega sveta. Kolega Perše. Hvala. Lep pozdrav. Zdaj, kot je že predsednik povedal, naša naloga Fiskalnega sveta je, da opozarjamo na tveganja. In eno največjih tveganj je napovedana oziroma realizirana gospodarska rast. In vsi vemo, da ukolikor bo gospodarska rast visoka, ne bo težav, ukolikor pa pade, pa seveda se lahko takoj pojavi javnofinančni problemi. In moja želja je danes predstaviti, kaj se bi zgodilo. Mi vedno naredimo izračune in jaz to na vsaki tiskovni konferenci povem, kaj bi se zgodilo, če gospodarska rast ne bi bila taka, kot je napovedana. Mi se moramo zavedati, da UMAR nam še vedno napoveduje relativno visoko rast tudi za leto 2020-2021, ampak ukolikor pa ta rast ne bo taka, pa to že samo 0,5 odstotne točke znižana gospodarska rast pomeni, da se pravi saldo sektorja države ni več v presežku, je že v bistvu izravnan, je že v nuli. In to je samo pol odstotne točke spremembe. Torej, namesto 3 odstotka rasti bi bilo 2,5. Če to naredimo simulacije še za nižje rasti, torej za 1 odstotno točko ali pa 1,5 odstotno točko, so te napovedi za javne finance še bolj usodne. In če pogledamo graf oziroma tudi v tekstu, da boste lahko pogledali, torej za 1 odstotno točko se že kar precej približujemo minus 1 odstotka primanjkljaja za cel sektor država
oziroma če rečemo, da bo gospodarska rast 1,5 odstotnih točk nižja, kar pomeni, še vedno imamo gospodarsko rast, vendar ni več 3, ampak 1,5 odstotka, smo pa že v 2% primanjkljaju. In zelo podobna zgodba seveda se pojavi tudi pri analizi občutljivosti dolga sektorja država, ki ga imamo, glede na spremembe rast BDP-ja. Tukaj pa lahko vidimo, da že recimo 1 odstotna točka že pomeni, da ne bomo dosegli, da se ne bomo znižali dolga v naslednjih 3 letih pod 60 odstotkov, kar je pač tista meja, ki nas trenutno najbolj okupira. Seveda, mi naredimo simulacijo tudi v obratno smer, torej v tisto smer, da bi nas gospodarstvo še bolj pozitivno presenetilo. Takrat se pa seveda zadeve bistveno izboljšajo. Ampak glede na tveganje, na katere je že predsednik prej opozoril, je verjetnost, da se ta gospodarska rast ne bo zgodila v taki meri kar precejšnja. Pa še to bi dodal glede stroškov staranja. Mislim, da se mi na Fiskalnem svetu vedno bolj zavedamo, kako pomemben je ta problem za Slovenijo, ker okolikor se ga ne bomo lotili, lahko to ne več v daljni prihodnosti, ampak že v 10 letih, kar vemo, da je zelo hiter, lahko ti stroški narastejo precej. Mi smo naredili izračune in da okolikor se na tem področju strukturni ukrepi ne bi izvajali, pomeni, da lahko v 10 letih narastejo ti stroški za 2 odstotka BDP-ja, kar je enormni znesek, in to seveda bo treba pokrivati ali z zvišanimi prispevnimi stopnjami ali pa z zadolževanjem države. Na dolgo to pomeni, da se bi država morala v tem obdobju, se pravi v 10 letih, zadolžiti 10 odstotnih točk več kot sicer. Torej, ukolikor nič ne naredimo, pa prenesemo vse to na dolg države, se nam dolg države poveča za 10 odstotnih točk. In seveda imamo potem še večji problem znižati nivo dolga za prihodnje krize, ki nas čakajo. Toliko zaenkrat, hvala. Hvala. Kolegica Jerkičeva. Hvala lepa. 2 poudarka bi dodala. En je v zvezi z rastjo izdatkov, drugi pa z določanjem srednjeročnega cilja. Problem izdatkov je vedno bolj osreden, glede na sedanji javnofinančni položaj, ta kazalec je vedno bolj pomemben. Metoda, kako je Fiskalni svet ocenil zgornjo mejo javnih finančnih izdatkov za obdobje 20 do 22, je transparentno prikazana v prilogi. In ta meja je glede na uporabljeno metodologijo kvečjemu manj in ne bolj zahtevno postavljena. Kljub temu izdatki širše države v tem obdobju 20 do 22 gibljajo zelo v bližini te zgornje omejitve, brez rezerve za nepričakovana gibanja. Znotraj načrtovanega gibanja skupnega zneska izdatkov v okviru lahko opazite, da zelo izstopa rast izdatkov pokojninske blagajne in izdatkov za zdravstvo. Zato menim, da vprašanje učinkovitosti, predvsem problemu visokih materialnih stroškov, recimo v zdravstvu, bi bilo potrebno nasloviti več pozornosti. Pred kratkim smo slišali primer države, članice EU, ki je sklenila dogovor z velikimi dobavitelji in s tem so se izrazito znižali izdatki za zdravstvo. No, ob tem je treba seveda tudi ustrezno zastaviti strukturne rešitve na pokojninskem področju, kot je bilo že rečeno. Glede srednjeročnega cilja pa je Fiskalni svet dolžan oceniti, ali je ta ustrezno zastavljen. In moramo reči, da ni jasne osredotočenosti v programu na izvajanje srednjeročnega cilja, kot ga opredeljuje ustava. V projekciji programa sicer v koncu obdobja se strukturno saldo približa uravnoteženosti, vendar pri letnem izvajanju oziroma v povprečju to ni upoštevano. Program izrecno zastavlja le doseganje minimalnega sprejemljivega strukturnega primanjkljaja, kot ga opredeljuje komisija, in ta je od leta 2020 manj zahteven kot domača zakonodaja. Hvala. Hvala lepa. Zdaj z nami je tudi vodja analitske službe. On je predvsem bo pojasnil, bo dal odgovore na kakšna tehnično bolj zahtevna vprašanja. Zdaj pa, če bi pa kaj dodal k temu, pa tudi Pripravil sem dve sliki, ki v bistvu prikazujeta kontekst napovedi in makroekonomskih napovedi in javnofinančnih napovedi. Na levi strani je to so nekako drugačni
prikazi rasti nominalnega BDP, kot ste ga verjetno običajno vajeni. Na levi strani prikazujemo razbitje rasti nominalnega BDP na, recimo, kakovostne dejavnike oziroma na dejavnike povpraševanja, ponudbe v ekonomiji. Če pogledate samo zadnja dva stolpca, torej, ki predstavljata obdobje 15-18 za realizacijo in napoved za 19-22, vidite, da ta moder faktor, proizvodna vrzel, to je ta, mimo temu rečemo, ciklični dejavnik, pojenja v tem obdobju. Torej, pričakujemo, da presežno povpraševanje ne bo več tako visoko, kot je bilo v preteklosti, torej da se bo proizvodna vrzel bo dosegla vrh in se potem v obdobju napovedi umirjala oziroma zapirala. To seveda relativno visok prispevek proizvodne vrzeli v preteklem obdobju za sabo potegne tudi ta povečanje tega rumenega dela oziroma zelenega, kot ga vidite tele gor, to je ta inflacijski, tukaj imate nekaj tega povečanja, ob tem, da se seveda pojavljajo verjetno tudi določeni stroškovni dejavniki v ekonomiji, ki vplivajo na inflacijo. Če pa pogledamo z vidika kakovosti rasti, je pa ravno to usihanje povpraševanja in povečevanje teh kakovostnih dejavnikov, kot sta povečanje deleža prispevka kapitala, to je ta rdeča spodnja črta, in pa povečanje skupne faktorske produktivnosti, to je ta sivi dejavnik. Ta dva sta tista, ki na dolgi rok peljeta ekonomijo naprej. Kapital torej je posledica povečevanja investicij in prav tako skupna faktorska produktivnost, če so investicije učinkovito umeščenja. Torej, ta dva dejavnika načeloma kažeta na daljši rok povečevanje, izboljševanje potencijala ekonomije. To je tudi odraženo v napovedi, kjer se potencijalna rast BDP v Sloveniji postopoma izboljšuje. Če to prevedemo v javne finance na desni strani, vidimo ravno preslikavo tega, kar sem povedal, glede cikličnih dejavnikov. Se pravi, ta moder del, zgornji del, recimo ta občutno moder del tule na levi strani, tale se v bistvu v obdobju projekcij zniža oziroma postane celo nevtralna, torej ni tega prispevka več cikla k oblikovanju oziroma k povečevanju nominalnega presežka javnih financ. In na drugi strani, tisto, kar je zanimivo videti, je to, ta rdeča črta, torej ta rdeči del stolpca, kaže na to, koliko ukrepi prispevajo k oblikovanju nominalnega salda sektorja država. Ti so tukaj, v bistvu, če naredimo poprečje teh 3 let, v katerih v napovedi, torej 2022, je to dejansko izravnano. To je to, kar je predsednik že čisto na začetku povedal, ni še dorečenih ukrepov oziroma ni še vključenih ukrepov v napovedi javnih financ in tukaj seveda, kot je bilo rečeno, ni tega prispevka k izboljševanju javnih financ, čeprav je pa dejstvo, da sama baseline napoved kaže na to, da bo nominalni saldo ostal na ravni okrog 1% BDP-ja, kar je seveda sprejemljivo oziroma zadovoljivo. In hkrati je treba poudariti tudi to, da primarni strukturni saldo, torej primarni saldo brez obresti, torej saldo države, iz katerega izločimo in obresti in vpliv cikla, bo ostal na dokaj visoki ravni. V prilogi, v dokumentu boste videli, da ta je bil recimo v obdobju pred krizo ali pa še pred 2012 na ravni okrog 1,5-2% primanjkljaja. Zdaj imamo pa nek stabilen presežek strukturnega primarnega salda, torej tistega, na katerega ne vpliva niti cikl, niti obresti. Tukaj je spostavljeno vse v projekcijah, neko zadovoljivo stanje javnih financ z vsemi tveganji, pripadajočimi tveganji, ki sledijo. In tako kratkoročnimi glede ukrepov, kot še bolj pa verjetno dolgoročnimi glede stroškov staranja prebivalstva. Toliko z moje strani. Hvala lepa. To so bile naša sporočila. Beseda je vaša.